strani. Mirno! Nad mesto! Poco decorato. Na spray! Mirno! Jasno, o, prav! Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Bratje in sestre, smo se zbrali k maši za domovino, k maši za mir. Da bo naša prošnja Gospodu prijetna, da bo naša daritev njemu ugajala in da naše namene lahko uslišani si iskreno odkrimo svoja srca Božje milosti in Božjemu smiljenju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratije in sestre, priznam, da sem v mislih, besedah in dejanjih mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmeni se nas vsemogočnemu, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
excelsis Deo. neskončna modrost. Ty vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami vladala sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blaginji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slabo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote, ne vdove, ki toči in toči solze. Kdor vdano služi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova prošnja bo segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potolažil, dokler ne pride blizu, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl najvišji,
dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. To je Božja beseda. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik, pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in so ga slišali vsi pogani.
Rešil me je iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakršnega zlodejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Čakaj, mirno, raz, dva, prav. Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge, povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvalim se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Pustim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal oddaleč in še oči ni hotel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. In povem vam, ta je šel upravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. To je Kristusov evangelij. Predragi bratje in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej vse brate Mašnike in vso samostansko družino tu na Sveti Gori. Pozdravljam naše brate bogoslovce. Pozdravljam vse predstavnike veteranov, predsednika in naše drage praporščake. Pozdravljam vse predstavnike vojaških, civilnih, državnih in cerkvenih oblasti. Pozdravljam naše prijatelje iz Butrija, amičini Butrijo, benvenuti. In pozdravljam pevski zbor, ki sodeluje pri naši slovesnosti. In pozdravljam vse vas, dragi brati in sestre, ki ste se zbrali tu na Sveti Gori danes pri naši skupni molitvi in prošnji za našo domovino, za mir v naši domovini in za mir po svetu. Vsem želim milost in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Na današnjo vigilijo 30. nedelje med letom, kako jih imenujemo, gremo počasi že proti koncu. Je pa še ena druga lepa okoliščina, glejte, prav za naš namen. In to je dve obletnici. Ena obletnica je naša, ki se spominjamo vsi odhod zadnjega vojaka. In druga obletnica je pa iz Asizija. Na jutrišnji dan, bo točno 27. oktobra, si je prvič papež Janez Pavel II sklical v Asizi vse
predstavnike raznovrstnih verskih skupnosti v prošnji in molitvi za mir. In naši bratje, Frančiškovi bratje, vse tri redovi, še vedno piljejo naprej to lep običaj, to lepo prošnjo in sam grem jutri zvečer v Piran bratom minoritom in vsako leto organizirajo to lepo molitev in prošnjo za mir. Duh Asizija se imenuje. Lepa prošnja, glejte. In to so te lepe tretje okoliščine. Prisrčno vas še enkrat res z veseljem pozdravljam. In kar večkrat rečem, glejte, polno reči ima človek v rokah. Jih načrtujemo, se potrudimo, se pogajamo, pogovarjamo in dosežemo. Nekaj dosežemo, vedno. Ampak nikoli pa noben človek, veste, nima vseh nitk v rokah. In tukaj vidim naš smisel in namen našega shoda, naše prošnje in naše molitve za mir. Da bi sprosili še blagoslov z neba. Blagoslov nebeškega Očeta. Danes smo prebrali današnja verila. Mašo, kako ste slišali, obrazec smo vzeli za domovino, berila in vse drugo pa je od nedelje, jutrišnje nedelje. In vsi trije odlomki sami, verjamem, ste že opazili, kako vsak na svoj način, vsi tri, ki smo jih prebrali, sporočajo, kako lepo spodbudo, lep nagib prav za ustvarjanje miru in blaginje. 7 od 8 blagrov, ki jih je Kristus, naš Gospod, povedal na gori, kakor je vsem znano, se glasi tako. Blagor tistim, ki ustvarjajo mir. Zelo dobesedno, ki ustvarjajo mir. Zakaj ti bodo Božji otroci? No, in poglejmo samo na kratko, kako današnji tri odlomki spodbujajo, pomagajo, da bi šli čim bližje do tega miru. Najprej v Evangeliju smo slišali to tako preprosto zgodbo, priliko o 2 človekih, ki sta prišla v tempelj molit, kakor mi danes smo prišli v tempelj molit. In na koncu pravi, eden je šel opravičen na svoj dom, drugi pa ne. In kakšen je bil tisti, ki je šel opravičen na svoj dom? Pa je morda bil celo večji grešnik, kakor unita prvi. Ampak je šel opravičen na svoj dom. Zakaj? Ker je vnaprej nekako priznal svojo grešnost, svojo omejenost, svojo minljivost, svojo majhnost, svojo človeškost, svojo zmotljivost, svojo površnost. In tako dalje. Vsak človek, ki malo pogleda sam vase, iskreno pogleda sam vase, z lahkoto sprejema vse te reči, vidite. Koliko stvari razumemo, koliko stvari dojamemo, jih spoznamo, ampak koliko reči vedno ostajajo skrivnosti, tudi za najbolj razgledane, tudi za tiste, ki stojijo na najvišjih mestih. In zato je takšen pristop, takšno pojmovanje sveta in človeka v svetu pravilno.
In ni težko videti, če bi tega več bilo med nami, kolikim sporom bi se izognili. Koliko več tistega pravega miru, veste, notranjega miru, tistega ravnotežja, ki ohranja mir najprej znotraj človeka, potem tudi navzven. Če bi uspeli, vidite, zato je naša prošnja čisto na mestu, vidite, in je prav, če se na to spomnimo. V drugem berilu smo slišali apostola Pavla, mnogi imenujejo to njegovo pismo Timoteju, oziroma ta odlomek Pavlova oporoka. Se vidi, da je Pavel že čutil, da je opravil svoje poslanstvo, svoje veliko poslanstvo, vse kilometre, ki jih je prehodil in vse oznanil, kar je bilo treba in tako. In potem kakor, jaz se že darujem, stvar je narejena, če bo še kaj v redu, če pa ne bo več, pa tudi v redu. Se že darujem, čas moje razveze je blizu, prihaja dan, ko se bom poslovil z tega sveta. Ampak iz teh kratkih vrstic, ki smo jih začutimo, to njegovo razdajanje, ki ga je nosil v sebi. In kako je silovito predan svojemu poslanstvu, svojemu poklicu, celo življenje v resnici ni mislil na drugo, kot na to. Kako bi oznanil, kako bi drugim prišel do drugih ljudi, kako bi jih spreobrnil, kako bi jih pripeljal do resnice, kako bi jih pripeljal do pravega spoznanja zapovedi, itd. Sinu nebo. Dela za mir, ustvarja mir, kdor zmore ti reči, vidite, kdor se razdaja, kdor je velikodušen, kdor ne išče sebe, ampak druge, kdor se ne zapira vase, ampak se odpira svetu, kdor gradi mostove, kdor se daruje, kdor je pripravljen potrpeti, kdor je pripravljen odpustiti, tisti ustvarja mir. Vidite. Lepo. Apostol Pavel v drugem berilu. In v prvem berilu smo slišali Siraha. Tudi vsak hitro začuti, kako je ta beseda zelo natančna, zelo premišljena, zelo globoka. Kdor si ne jemlje sam pravice, ampak prepušča sodbo Bogu. Kdor se ne maščuje, ampak rajši potrpi in ostaja krotak. In Sirah zagotavlja prošnja sirote, tujca, vdove, vsakega, ki je tako ali drugače osleparjen, okrog prinešen. Njegova prošnja predira oblake. In je prav, da se človek to spomni, vidite. Seveda je prav, da se spomni tisti, ki te prošnje pošilja. Je pa seveda zelo v redu, da to sliši tudi tisti, ki take prošnje povzroča. Da sliši, da ta prošnja, to nad koliko mestih v Božji besedi piše, ne zatirajte. Če boste zatirali, bodo vpili k meni in jaz jih bom uslišal. To so takšne, dajte, preproste stvari, pa tako prisrčne in tako pisane človeku na kožo, vsakemu človeku na kožo. In je, dajte, sam prav, da se jih spomnimo in da poskušamo. Čutimo hitro vsi, kako so dobre. Potem, ko začnemo tu spravljati vsakdanje življenje, postane dostikrat malo bolj težko. Ni čisto enostavno. Ampak je dobro, da jih vzamemo in da poskušamo slediti tem smernicam, tem lepim mislim, tem lepim nagibom, ki nam jih Božja beseda stalno v raznih oblikah ponuja.
In tako tudi naj današnje naše srečanje resnično še enkrat, dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni vsi. Sem vam hvaležen zelo za to vašo dobrovoljo, vašo velikodušnost in za to vašo prošnjo, za vašo molitev. Mir, kot sem rekel na začetku, je treba ustvarjati svojim delom, svojim življenjem, je treba zanj tudi prositi, veste, in moliti. Brez tega težko pridemo naprej. Naj nas Gospod posluša in naj usliši naše prošnje. Amen. In sedaj, brate in sestre, izpovemo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vsevinnih in nevinnih stvari, v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega Pisma z Očeta in je vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zaliča prišel iz nebes in se je utresil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel, bil grob položen, dan je od mrtvih vstal, po zbirovanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očeta in bo svet prišel v slavu, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki je živ, izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam in krst v odpuščanju grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Brate in sestre, danes veseli hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo. Njega, od katerega je vsak dober dar, z zaupanjem prosimo. Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomanjkanja ali zapostavljanja. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uslužbence in uradnike, da bodo dobro opravljali svoje delo. Varuj svet, posebno pa našo domovino vojske, nesreč, poplav, potresov in vsega hudega, ter nas pripelji k resnični blaginji in svobodi. Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in se bomo otresli starih zamir in sovraštva. Našim narodnim in verskim voditeljem, žrtvam vojn in nasilja, podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove Tvojega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu.
Vidite, brate in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Ne sprejme, Gospode, blagoslovi, hvala in čas svojemu imenu, blagoslov nam in vsej svoje svetice. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom Kvišku srca. imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobiti je pravično, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Bog naš Oče, ki si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naših poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti, zdaj pa spremljaš Cerkev, novo Božje ljudstvo, z močjo svojega duha. Tvoj sin nam skozi sedanji čas otira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvalnico tvoje slave in ti pojemo. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno po nas Jezus, tvoj sin, zbere kako ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, sedi zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva od odpuščanja grehov. To delajte v moj spomin.
Ozri se na daritelj svoje crkve, da Hristos taki se daruje s telesovim krvjom i nam darovanje samega sebe podpira pod k tebi našemu početu. Uzmiljeni Bog podari nam duha ljubeznosti, duha svojega Sina. Ukrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni, v edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurjem in škofom Metodom, drugimi škofi, duhovniki, diakoni in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi ljudje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh krajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, in Kristusu, tebi všemogočnemu Bogu Otcu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in sláva, na vse veke vekov. Naš rečenik na naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se je rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, pak na vjeru svoje cirkve. Trdijo mirenje vodi u polni jedinosti, da se ispolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir.
bodi vedno z vami. Brate in sestre, dajmo se roke in si voščimo nebeškega miru. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Ampak povabljenim na jagnjetovo gostijo. Čutim tvoj vroč utrip na ročju cvetočih lip, hej, zavriskal bom na glas. Čutim, da si v meni dolini, še zeleni Slovenija, brat in sestra sva. Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa,
ob poti še stoji. Materi oči žarijo, vračam se na domačijo Slovenija, brat in sestra sva. Moja kri je kot reka, ki ne ustavijo za brega, naj še tvoj glas z nami zadoni. Za te Slovenija, hej Slovenija, da bo danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Na obzorju zagledam dom, slišim domači zvon, stara lipa ob poti še stoji. Materi oči žarijo, vračam se na domačijo Slovenija, brat in sestra sva. Moja kri je kot reka, ki ne ustavijo za brega, naj še tvoj glas z nami zadoni. Za te Slovenija, danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Za te Slovenija, hej Slovenija, s tabo danes je spet prekrasen dan. Za te Slovenija, rad živel bi še, a mogel bi umreti le za te. Za te Slovenija. Spoštovane udeleženke in udeleženci svete maše tu na Sveti Gori. Brez pokončnih ljudi ne more biti pokončnega naroda. Brez ljudi, ki so pripravljeni v trenutkih skupnih stisk sestavljati svojo ustvarjalnost, znanje, pogum in, če je potrebno, tudi svoje življenja za skupno dobro, ne bi bilo varne, samostojne, svobodne in demokratične Republike Slovenije. Pred 28 leti smo po dolgih stoletjih dokazali, da smo državotvoren narod. Tedaj je bilo potrebno sprejeti neenakovreden boj in v tem boju zmagati ali pa umreti. Tedaj je bilo potrebno imeti pogum, iti zmagi nasproti. Imeli smo hotenje, znanje in pogum. Zato nam zmaga ni mogla izmuzniti. Zato so sedanji dnevi spomina in ponosa na čas, ko nas je domovina potrebovala. Osamosvojitev slovenskega naroda je bil epohalni dogodek in edini čas, ko nas je gledal in občudoval ves svet. V tistem času je zmagal slovenski človek s svojimi hotenji, dejanji, enotnostjo in ljubezjo do doma, družine in domovine. Žal je tedaj bilo potrebno komaj državo braniti z orožjem, krvjo in življenji naših bojevnikov širom Slovenije, ker vojna pač dopušča le dve možnosti. Ena je odločnost, hrabrost, ljubezen in življenje. Druga pa strah, obup, sovraštvo in smrt. Mi smo tedaj izbrali prvo. Vzeli smo svojo usodo v svoje roke za dobrobit Slovenije in slovenstva. Ob tem se pa zavedamo, da smo pravo odločitev lahko sprejeli tudi zaradi vseh, ki so v dolgi zgodovini našega naroda darovali svojo ustvarjalnost, svojo pravičnost, svoj pogum in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje.
Vsem njim namenjamo našo skupno zahvalo, naše globoko spoštovanje in spomin. Spoštovani, pred 28 leti smo potrdili misel legendarnega vojskovodje generala Pattona, ki je zapisal: človeška duša je neprimerljiva z močjo orožja, ki ga uporablja. Samo ona, duša namreč, zagotavlja zmago. Konec navedbe. Z našo slovensko dušo smo zmagali, ker smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo za svoj narod in domovino. Sedaj vas pa vabim, da z minuto molka počastimo spomin na vse, ki so v vsej zgodovini za domovino darovali kri in življenja, pa tudi za vse preminule udeležence in udeleženke vseh vojn na tem našem slovenskem prostoru. Dovolite mi, da se sedaj zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše in prijateljskega druženja. Hvala koprski škofiji, vojaškemu vikarijatu, frančiškanom na Sveti Gori, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, moškemu pevskemu zboru Razprtih kotov, triju veteranov Gorice. Hvala vsem predstavnikom lokalnih skupnosti in vsem gostom, ki ste nas počastili svojo prisotnostjo. Poseben pozdrav namenjamo podžupanji mestne občine Nova Gorica magistri Eleni Zavadlav-Ušaj, pokrajinskemu svetniku Furlanije Julijske krajine gospodu Mauro Di Bertiju, svetniku državnega sveta Branku Tomažiču, predsedniku artilerijskega društva iz Butrija Francu Đervaziju in predstavniku Slovenske vojske podpolkovniku Francu Panglicu. Hvala vsem našim članicam in članom za pripravljene dobrote. V imenu organizatorjev današnje maše vam želim vse dobro. Vabljeni na mašo za domovino v letu 2020. Hvala. Brati in sestre, srčna hvala za vabilo z moje strani in rečem, kar piše v psalmih o Jeruzalemu, zaradi svojih prijateljev in znancev kličem tebi, mir tebi, Jeruzalem. A isto velja za našo državo, mir tebi, Slovenija. In mir vsemu svetu. Naj nas spremlja Božji blagoslov. In še zadnja prošnja. Molimo, nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti, naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in z zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, najposlavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je v imenu Gospodovem. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite